Dobrodošli na video. Tukaj prilagam čisto par posnetkov, ko smo imeli tak fotoshooting pri nas doma. Sestrična je s tam ali dvema prišla in v bistvu družinsko so se slikali v tam ali dve, ja, ni cute. Druga sestrična je pa slikala, jaz sem bila pa lučkar. In potem sta se slikala še sestrična pa njen fant, pa jaz pa mačka tudi. Pol sem zaključila večer pri tati, malo smo pili, malo smo jedli in pol. Dobro jutro, ponedeljek je in neki želučni virus ustaknili in sem bruhala, brat, mama. Tako da plani so se malo spremenili, ne bo streama danes, verjetno tudi vloga, ne bom še videla. Se grem samo ulečt, še me hurme boli, v glavnem, ja. Da, excuse my face. Dobro jutro. Včeraj, torej, kot ste videli, ne vem, a sem sploh kaj povedala, neko virozo smo dobili trebušno in najprej se je začelo z bratom, pol jaz, pol mama, danes pa še ata, sestrična tudi, v glavnem katastrofa. Jaz sem samo bruhala, ostali so imeli še druge težave. Danes imam pa že malo apetit nazaj. Imela sem tudi malo vročine, pa sem poleka dol vzela, pa je bilo okej. Zdaj pa se mi zdi, da ste malo umazani. Grem nazaj v Ljubljano, Mika je ostala doma, daj ne, sem pa tja vozim za teh par dni. In zdaj grem v Ljubljano do sobote, danes je torek in ja. Angleški video še zdaj ni objavljen, ker pač sem zbolela in moram zdaj to narediti, ko prijem v Ljubljano. Posnet moram, da boste tega lahko videli. V glavnem, malo sem zadaj, urnik moram objaviti in ja. Ampak tek pač ja, ne, ko si volan, kaj boš, ampak se tek sem malo pod pritiskom, da imam ful za narediti. V glavnem, šla sem hitro v Lidl, ker kot sem rekla, imam apetit nazaj. Včeraj vse, kar sem pojedla, je bila banana pa juha. Danes sem si pa kupila 2 sirovi. Ne vem, katera mi je boljša. Tudi sem si obe vzela. Še en proteinčki shake. Vidimo? Tako da bomo še kaj beljakovin dobili. Ful je gost, pa kao nima dodanih sladkorjev, pa nizka vsebnost maščob. Evo, sem se ostala v poštnem predalu. Imam 2 pisma pa en paketek, tako da idemo pogledati, kaj je. Kdo mi je to poslal? Oh my god. Moj najljubši suh šampon Irena. Oh my god, ful hvala. Ta suh šampon je bil moj najljubši, pa so ga nehali prodajati. Kje si ga dobila? Kako lepo, vesele praznike in srečno novo leto. Da se izpolnijo vse skrite želje in čim več uspehov in sodelovanj v novem letu ti želim Polona P. Kako cute. Tukaj pa ne vem, kdo je, ker se je ime malo zbrisalo, tako da... Wow, kako lepa kartica. Prav, ful so mi všeč te naslikane. Slika z usti, to sem že lani dobila. A je to Rudi? Vesel Božič in srečno leto, Rudi. Hvala lepa. Hvala, Rudi. Ful lepo, res. Vedno pravim, nič mi ni treba poslati, ampak sem ful vesela. Sploh takih lepih sporočil in vsega. Hvala. Spala sem 3 ure. Ampak je pasalo, ful je bilo fajn sem. Zdaj sem pa malo zadaj pri vsemu. Danes je tak pomladni dan, tak toplo je bilo. Ura je 4:30, zunaj je še dokaj svetlo in moram reči, da je v redu feeling, ampak jaz bi še vedno rada sneg. Dobro, grem si nadaljevati montirati in upam, da mi vse rata, da ne bo panike do streama. Urnik sem objavila, saj nekaj sem zmontirala, tako skoraj večino, ampak ja, gremo dalje. Dobro jutro, evo jaz na poti na Bled, ker se dobim z mojo najboljšo prijateljico Andrejo, ki živi v Nemčiji, ampak je prišla zdaj sem za praznike. Končno se vidimo. Zmenili smo se ob 9 in meni se je telefon spet sprazno. Sploh se ne spomnim, da je bil prazen. A sem ga imela prižganega, ne vem, da se je kaj pač predvajalo, ne vem, v glavnem. In sem se pol 10 do 9 je zbudila. Zmenjene smo bile ob 9.
se hitro oblekla, zmetala na sebe stvari in pač te osnovne stvari zjutraj naredila in da sem na poti, tako da čez 10 minut bom tam. Ko se voziš na Bled, tako lepe gore, jaz se vedno občudujem in ne reč bi 10 slik naredila, sam tako vedno isto slikam. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you. Evo, jaz sem nazaj doma, ful je bilo fajn, šli smo en krog okoli jezera, tako je bilo lepo, ker je sonce sijalo in pol so te snežene gore bile, v glavnem čudovito in po dolgem cajtu, da smo se videli in pogovorili in pa smo šli še na nek brunch v bistvu, smo še toste jedle in kavico pile. Andrej vedno, ko se ne vidimo ful cajta, je vedno, pač vse je isto, mislim, se nama ne zdi, da se nismo toliko cajta videli, pač ko da nismo to kilometrov narazen, tako da zdaj mi je malenkost bad, zdaj sem pomislila, grem domov, bom Miko videla. Ni Mike. Prvič, da imam cajt razmišljati o tem in so ampak hej, vse se ima fajn doma, upam. Dobro, gremo. Ok, overlook, kaj sem dobila. Evo, domači rezanci v nemščini. Jagnji moči, ful se veselim to probati. Ta ni on izmrznjen, ta je pač navadna, ali kako bi rekla, nezmrznjen. Ena maskica, miso sup, to še nikoli nisem probala, poznam miso sup, fulkrat sem že slišala, ampak nikoli nisem probala, tako da se tudi ful veselim. Pa taj omaka, tako da je že v bistvu narejena. In ta šalca Starbucks za kavo, pač koma čakam, da jo uporabim. Jaz sem si drugače od McDonald'sa shranjevala, ampak so one pač ful mehke in tako imajo še nalepke gor, tako da let's go! In še knjiga The Subtle Art of Not Giving a Fuck. To že poznam. Mislim, nisem je še brala, ampak sem že slišala za njo. Čas je, da se poslovim od mojega starega journala, ker poleg tega, da gre proti koncu, je tudi... Mislim, tako čutim, da je cajt, da grem naprej od tega dnevnika. Ne zdaj, ker je konc leta, nov leto, ampak čistek... Ta dnevnik imam že od 2019 in se je res toliko stvari spremenilo, ker takrat sem tudi začela streamati, YouTube se mi je malo bolj, bom rekla, razvil in ful stvari nov v življenju. Po moja taka največja evolucija v mojem življenju je bila v teh zadnjih 3 letih. Tak nek klik sem imela v glavi že kar nekaj cajta nazaj, ful se počutim drugače, kot sem se kadarkoli, tak ful imam mir v sebi, pač čutim nek mir v sebi, ker malo težko razložim, v glavnem, jaz sem pripravljena iti v neko novo obdobje življenjsko, lahko rečemo. In dan se bom v bistvu na nek način poslovila od tega dnevnika. Zdaj, če me spremljate, veste, da jaz pišem ta dnevnik hvaležnosti, pa polovico strani pa ponavadi napišem kot manifestacijo. Tako da čist navadni zvezek imam z črtami in pol napišem najprej pol strani. Hvaležna sem za to in to. In lahko so čist simpel stvari, ampak res, da jih začutiš. Pri manifestaciji je pa to, da v bistvu pišeš stvari, ki si jih želiš, ampak ne pišeš v smislu, želim si to, nekoč bom imel to, ampak pišeš, kot da že to imaš. Dan se od tega poslovimo in pol naprej začnemo pisati od tega, ko sem dobila Bags and More, od Van Gogha poslikava. Tako da se veselim. Dajmo. Adijo, journal, dobro si mi služil, bil si z mano skozi marsikaj. Zdaj pa je čas. Ok, zdaj, ko sem to končala, je pa cajt, da je stanovanje spravim v red, ker odkar sem šla pa prišla, ni še bilo cajta nič v red spraviti in mi gre močno na živce. Tako da, dajmo se lotiti. Iskreno, ne vem, kje se ne lotim, po mojem bom začela s Poislo in Dnevno in pol oni najhujši del. Montirati moram tudi Dysonovo polnilno postajo na hodnik. Ta mali sesalc bom po moje domu nesla, kot sem rekla. V glavnem, dajmo se nečesa lotiti, da se bom boljš počutila v stanovanju, ker je katastrofa. In da bo pol za novo leto pripravljeno, ko prijem
nazaj, da bo vse tako mora biti. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your trouble. Mimo grede, ugotovila sem, da sploh nisem imela to na max, tako da še bolj vleče. Drugače se bo že kar nabralo, zdaj bom pogledala, kako se to sploh sprazni, ker nimam pojma. Tu tako dvigneš. In pol se to spusti. V bistvu, spod okej. Spod pol ven pade. Okej, dnevna in posla so zrihtane. Zdaj pa gremo na to. Ojoj. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new Harry Potter. Dobila sem za božička nogavice od brata. Cute. Nice. Še lepa škatla je, to bom sigurno obdržala. There's a new day, it is waiting for us.
stay, and it will restore us. There'll be new ways. This is not the end. Ok, da vam pokažem, kako prihraniti malo placa za te rokavice. Tu imamo to obešalo. Daš obešalnik na notranjo stran in pol zapreš. Opala. Drugače sem si pa sarme danes sem vzela, tako da si bom zdaj to pogrela, pa še krompir si moram skuhati, tako da ga moramo lupiti in bo hitro kosilo, večerja. Ja. Drugače pa ratalo me je pospraviti, zdaj si moram pa glavo prati, pa se malo spraviti, k sebi malo zrihtati. Edino, kar še nisem naredila, je Dysona še moram na steno, ono polnilno nastav naštimati. Smeti moram nesti, pa še škatlo Dysona v klet. Tako da, ja, ostalo pa sem kar ponosna, moram reči. Perejo se mi še cote, to bom pol obesla. Čudovito. Jaz sem se zdaj že parkrat kupila par stvari na otroškem oddelku. En brezrokavnik božični imam celo fantovski. To je pa na dekliškem, v bistvu otroškem oddelku za deklice. In sicer taka spalna srajca Harry Potter za 158 do 164. Jaz sem drugače velika 160. No, mislim, da je to velikost, nisem ziher. Ja, taka spalna srajca ali pa majica ne rabi biti spalna srajca. In ta pullover, ful je dober, tak velik ovratnik ima. I guess, tak je malo kratek in je ful lepa barva. Imeli so tudi, kako bi rekla, take rumeno, zemfaste barve, ampak niso imeli pol večjih številk. Ta je tudi 158, mislim, da. Ja, in mi je prav. Zdaj edino mogoče rokavi, ne vem, mislim, so mi prav rokavi, pač tak, ampak mogoče, če se zdaj stegnem, so mi malo krajši, ampak če bi bil pa nasploh večji, mi bi pa tu mogoče malo prevelik bil in mi ne bi bil všeč, tako da. Evo čas je zamisel dneva, taka bom rekla, dost lahka je danes. Nikoli nisi prestar, da si zastaviš nov cilj ali pa sanjaš nove sanje. Torej, se mi zdi, da je to taka dobra misel sploh za moj kanal, če me spremljate, ker jaz sigurno ne sledim te časovnice, ko mogoče večina ljudi sledi ali pa je pričakovano, da do tega in tega leta moraš narediti to, imeti to. Pa ne, da jaz nočem nekih stvari, sem pač vsem se nam ne odvija življenje isto. Ne misliti, sem prestar, prepozen, da bi imel ta cilj ali pa ne vem. Mislim, neke stvari so omejene starosti, ampak večini je vse v glavi, tako da dovolite si sanjati in nikoli ni prepozno. Ok? Reč pa hvala za potrpežljivost, malo ta teden itak prazniki so bile in tede, da tudi jaz pač preživljam praznike z družino in je malo naporno in pol vsi so fraj, jaz pa še vedno delam, pa streamam, pa snemam, pa montiram. In ja, vmes sem bila še bolana, oziroma pač ta trebušna viroza je bila, me je čist delala in itak nisem en dan, oziroma 2 dni sploh snemala nisem imela dost materijala in zato tudi videa včeraj ni bilo. Ampak ne bom vam spet težila, se upravičujem, mislim, ne bom se več upravičevala, ker pač to je življenje. Ampak ja, še enkrat hvala za potrpežljivost in upam, da ste uživali v tem videu, pa se vidimo v naslednjem. Čau!